Za sklepčnost bi se seje o prodaji Farmadenta moralo udeležiti 23 svetnikov. Ker je bila nesklepčna, se je, takoj po zaključku petkove, začela dopisna seja. Župan Fištravec pravi, da se postopek prodaje lahko prekine kadarkoli, če se le izkaže, da je prodaja Farmadenta nepotrebna. Josip Rotar iz Liste kolesarjev in pešcev se s sklicevanjem hitrih sej in naglim odločanjem ne strinja. Sam pravi: V bistvu zdaj to vse skupaj poteka malo prehitro. Mislim, da je županova ekipa preuranjeno se lotila te zadeve in se v bistvu sklicuje na nek zakon, člen zakona, ki niti ni dokončno še dorečen, kaj to pomeni. Po mojem mnenju ta zakon nima več vpliva, zato ker mi smo februarja letos že prenesli iz nosilca lekarniške dejavnosti, Lekarne Maribor, ustanoviteljski delež nazaj na občine. To pomeni, da vertikalna povezava, ki odpravlja 26. člen zakona o lekarniški dejavnosti, več ni problem. Zato ker ni več te vertikalne povezave med občino, ker občina ni nosilec lekarniške dejavnosti, in pa potem industrijo, ki proizvaja te lekarniške izdelke, to je Farmadent. Sam osebno pa menim, da je zelo nesmiselno prodajati javna podjetja in pa podjetja, ki so bila dokapitalizirana ali financirana v večjem delu z javnimi sredstvi, da se jih zdaj za nizke zneske prodaja. Opozicijskega svetnika Stojana Aurja moti način in časovnica prodaje. Poglejte, dve stvari sta ključni. Prva je seveda ta, da je v mesecu marcu mestni svet sprejel sklep, s katerim je županu naložil, da mora ustanoviti komisijo, ki bo bdela nad prodajo. V tej komisiji sem tudi jaz in Matej Žmavc. Oba nisva bila v tem času, od meseca marca do danes, niti ne povabljena, niti ne seznanjena s tem, na kak način se ta prodaja pravzaprav sploh vrši. Torej gre za načrtno rušitev ne samo prodaje, ampak tudi institucije, kot je mestni svet, saj župan sklepov, kot kaže, sploh ne upošteva več. Kakorkoli bo tekel postopek, je na mestu vprašanje, kaj se bo zgodilo z lastništvom Farmadenta ostalih 3 občin, ki se niso odločile za prodajo. Ja, to je pa njihov problem, ne. So krepko manjšinski lastniki in so se tako odločili. 80% ali več kot 80%, torej večinsko se prodaja Farmadent in oni druge kot prodatek ali tak ne bodo imeli. Maribor bi vseeno moral tu odigrati neko povezovalno vlogo, torej občina največja v tej okolici, ki povezuje z neko takšno zgodbo tega podjetja, tudi vse okoliške občine, ki so zraven v tem, in mislim, da to ni dobro, ker s prodajo tega potem ta neka povezana zgodba ni več relevantna za okoliške občine. Tako da mislim, da ni to prava smer in še enkrat tukaj bi bilo potrebno, da bi župan premislil in da bi tudi potem svetniki stopili na zavoro in da te prodaje ne bi realizirali. Prvi poskus pogovora in dogovora je torej splaval po vodi, sedaj je v teku drugi. Kakšen bo rezultat dopisne seje in kakšno odločitev bo le-ta prinesla, pa bomo seveda poročali.